če potegnem črto, zelo prijeten avtomobilček, ena stvar me je majčkeno zmotila, verjamem, da to ne velja kar za vse Avengerje, ampak pri temu se je to zgodilo pa pogosto in sem prepričan, da bojo to tudi poštimali. Poglej, če jaz hočem odpreti kufer. Snema, dela. Nisem nameraval danes posneti tega vloga, ne? Ampak sem pa na Gorenjskem in je tako krasno vreme. Jaz sem se sem pripeljal pa s telim avtomobilom. Ime mu je Avenger in nikakor ne Avenger, da ne boste te napake delali. Zdaj se bo pa midva nekam sparkirala, pa ti več povem. Prav. Ok, lokacijo imamo, upam, da me ne bojo pregnali. Tako da dajmo pohiteti. Torej, s čem imamo opravka? Lej, Jeep Avenger je razmeroma majhen, kratek avto. Celotna dolžina je koliko? 4 metre pa drobiš, niti 4 pa 10. Ker vemo, da je Jeep že nekaj časa del Stellantisa, potem lahko malo tudi ugibaš, kdo so tisti njegovi bratranci, ki se zanašajo na podobne usluge, kar se tiče pogonskega sklopa, ampak če ti povem, kater motor ga poganja, točno tegale poganja 1,2 litrski bencinski trivaljnik, je pa treba nekaj povedati, ne? Ko je Avenger prišel v Slovenijo, so rekli, da bencinarja ne bo, da bo samo električen. No pa so si pa premislili in zdaj imamo tukaj tudi bencinarja, zdaj pa tako. Ker sem jaz prvič oči vrgel na tehnične podatke, je tam pisalo 100 coinov, pa sem si mislil, pismo, a ni to mal? In to je bilo, ne moreš verjeti, je pa res, da jaz nisem avtomobila ful nekaj obremenjeval s potniki, s prtljago, zame, za vsakdanje premike, tudi avtocestne, čist dost. No, z varčno vožnjo se nisem obremenjeval niti mal, poraba je bila zato vedno med 7,3 pa 7,7. Drugač pa point tegale Jeepa ni samo v tem, da luštno zgleda. Njegov trebušček je od tal oddaljen 20 cm. To je pa že nekaj, na kar je lahko ponosen. In če temu dodaš še različne vozne programe, poglej. Torej, sneg, blato, pesek, varčno, običajno pa športno. Če mene vprašaš, kar veliko voznih programov za tako majhen avto, a ni res? Pa če smo že v kokpitu, ti ga z veseljem razkažem. Zanimiv je, razgiban, tudi uporaben. Najboljši del celotnega kokpita je pa tale tukile. Ne spomnim se, kdaj sem nazadnje držal takole kuglo v roki, ki je bilo treba prestavljati z ročnim menjalnikom. Čakaj malo. Veš, kjer mislim, da je bil? Če ni bil to Ford Mustang V8. No in to je tudi ta prvi detalj, ki mi je pri tem avtomobilu zelo všeč. Orang kugla. Razgibana armaturka, to mi je všeč. Zaslon je tanek, ni prevelik. Je res, da odstopa od armaturke, kar marsikoma med vami ni všeč. Mimogrede, da priješ do gretja sedeža, moraš tudi pritisniti na 3 gumbe, to mi je šlo malo na jetra. No potem pa tukaj pod zaslonom, poglej, kako dolga in zelo uporabna polička za odlagati. Pohvala. Tudi sicer je površin za odlaganje, za shranjevanje za res velik, mislim. Tukaj je ena velika, mimogrede je brezstično polnjenje telefona, pa tukaj je še vedno klasičen USB izhod, bravo, plus USB-C, da gremo naprej s časom, pa pol tlele prilagodljive tele, ne, da imaš cup holder, ali pa ne, eno večjo, več manjših površin, oziroma predalo, a se da to zapreti? To se pa ne da zapreti. Tale model za roko gre lahko malo naprej, to jaz cenim, ker, a veš, sem tukaj bolj spredi, in pol, če ni, ne, ti komod zdol pada, ok? All in all, če potegnem črto, zelo prijeten avtomobilček, ena stvar me je majčkeno zmotila, verjamem, da to ne velja kar za vse Avengerje, ampak pri temu se je to zgodilo pa pogosto in sem prepričan, da bojo to tudi poštimali. Poglej, če jaz hočem odpreti kufer, se ustav, ne gre do konca gor. Jaz mislim, da je to en manjši failer in ko še enkrat ponoviš, se potem pa kufer odpre. V drugi vrsti opaziš dve stvari. Prvič, prostora za noge ni na pretek, ne pozab, to je vse en majhen kompaktni avto. Za glavo ga je velik, drugače pa tudi kakovost materialov iz prve v drugo vrsto majčken pade. Zdaj pridemo pa do tistih majčkenih detajlov, ki naredijo kar veliko večino, če ne kar vse Jeepe. To so tiste male stvari, ko že rečemo easter eggsi, ne, se moraš malo potruditi. Zakaj se pa ti ne bi zdaj še zaprl? Vidiš, dvakrat sem, ne vem, o čem je hec. Kje smo ostali? Pri detajlih. Na tem avto je pika polonca. Malo se moraš potruditi, ampak jo najdeš pa rečeš. Poglej, dajmo se sprehoditi na sovoznikovo stran. Poglejmo semle proti strehi. A jo že vidiš? A jo vidiš zdaj? Kaj pa zdaj? A jo vidiš? A ni lušna, no. In ta pika polonca je seveda šele začetek. A ti veš, koliko enega kimanja originalu je na temu Avengerju? Se veš, zaščiten znak je 7 telih rež. Tukaj niso klasične, so malo bolj sodobne, ampak original veš, kakšne je imel, ne? A ti jih pokažem? A jih že vidiš? Daj poglej malo po zaslonu. Evo ti ga, na. Poglej, če ne drugega, vsako platišče ima enega, najdeš ga celo pri zadnjih lučeh, znotraj v hiši, le moraš kar dobro pogledati. A vidiš? Še zapisko nam je v pozdrav. A veš, fora je tem, da je pameten ključ in v trenutku, ko se jaz oddalim od avtomobila, se on zaklene, oziroma, ko pridem nazaj zraven, se samodejno odklene. A boš naredil to?
Evo tega na. Evo, naslednji easter egg je pa tukaj pri zadnji šipi, ne vem, če se dobro vidi, bom mal pozumil. Mogoče vi veste več, gre za eno gorovje z, aj tole cerkvica, a ve kdo, gre za konkretno gorovje, ali tale silhueta samo ponazarja njegov ta pustolovski vibe. Pazi zdaj. A si že opazil, tukaj nad mojo glavo? Vidiš, kako so šli iz kocke na bolj zaobljeno obliko. In pod tem je pa seveda tudi izvirna maska in maska Avengerja, pa potem izvirna posoda za gorivo, iz katere izvira tisti znameniti X, ki ga potem najdeš povsod tudi na tem avtomobilu. Tukaj pa seveda tudi silhueta, ne, plus napis Jeep since 1941. Mimogrede ta X iz kante za gorivo, ne, poglej, je tukaj pri zadnjih lučkah, vidiš? Nismo še konc, še 2-3 stvari ti pokažem. Pol pa zaključimo. Za začetek nekaj, kar ne razumem čist, ali je to fora, ali jaz sam ne štekam. To pa tukaj, ko odpreš luputo za gorivo. Pazi zdaj. Poglej, tukaj se skriva nekaj, kar je videti kot Avenger od zgoraj. Oziroma, ali tole silhueta baterije? V čem je fora, v čem je hec? Dajte mi povedati tisti, ki znate, pa veste. Ja, pa še eno pohvalo bom stisnil, ne. Tukaj na zadnji šipi je še ena nalepka. Če pozorno pogledaš, piše gor The Car of the Year 2023. Postati evropski avto leta, no to ni kar tako. Zdaj pa tisti detalček, za katerega mislim, da je nov, pa se mi zdi zelo posrečen. Meni zagotovo najljubši, ta je pa na sprednji šipi. Začne se tukaj v vogalu. Poglej, a vidiš dečka, ki gleda v zvezde? Ja, Ciril, kje pa so te zvezde? Tam gor so, ampak so pa tudi nekje na avtomobilu, veš, tale deček gleda čez celo vetrobransko steklo iz enega konca, pricam, skozi celotno diagonalo, v tale kot. In tukaj čisto v vogalu so skrite pa zvezdice, ki jih gleda. Kakšna romantika, to mi je všeč. Detajli naredijo avto. In to je tudi to, kar sem imel zapovedati o Jeepu, evo ga, se je že zaklenil, o Jeepu Avengerju, to se pravi, pele se luštun, je oddaljen 20, ampak ne pozabi, da imaš na razpolago samo sprednji pogon, to tudi nekaj pomeni. Pomeni, da moraš biti previden, drugače pa all in all, če potegnem črto, prijeten avtomobilček. V sami osnovi razen detajlov, no, te so zares posebni, nič posebenega, ni tako, da bi izstopil na kakšen drug način, obenem pa kakšnih hudih zamer, dobro, ta kufer bo že porihtal, pa res nimam. In to je to, ful lepo se imejte. Ajde, čau.